Moje ime je Ingo Paš, v preteklosti sem bil skoraj 20 let odvetnik, kasneje sem bil v prvi vladi ministrskega predsednika Peterleta, nato pa sem 17 let vodil zbornico za zasebno varovanje. Sedaj sem v pokoju. Zakaj sem se odločil, da se angažiram za mesto Ljubljana? V tem starem delu mesta in seveda centru Ljubljane živim že celo življenje. Zelo dobro poznam probleme, ki tukaj obstajajo, še posebej, kar se tiče vprašanja hiš, ki so v veliki meri nevzdrževane, neustrezno vzdrževane, kjer seveda tudi propadajo ostrešja, kjer je tudi celo statična stabilnost vprašljiva, kar lahko pripelje do zelo hudih posledic. Še posebej tudi, kar se tiče nagibanja grajskega griča. Na ta del mesta je seveda tudi zelo vprašljiv in lahko pripelje tudi do hudih posledic. Drugo, kar je seveda vprašanje razvoja tega dela mesta. Če pogledamo trgovinski del, je seveda odvisen od turističnega priliva in ta turistični priliv je dejansko le občasen, medtem ko veliko teh podjetnikov, ki tukaj delujejo, pravzaprav zelo težko posluje in imajo seveda s tem velike probleme, še posebej zaradi zelo visokih najemnin. Najemnine za poslovne prostore so pri nas še poseben problem, namesto da bi bile tako kot naprimer v Nemčiji, kjer seveda poznam ureditev, tudi omejene, so nebrzdane in povzročajo, da se najemniki praktično iz dneva v dan selijo. No, naslednji problem, ki je seveda vprašanje opremljenosti tega dela mesta z ustreznimi storitvami, kot je naprimer tudi televizija, pa predvsem plinska napeljava, tudi vodovod in tako naprej. Vse to povzroča stanovalcem v tem delu mesta zelo hude probleme. Da ne govorim o objektih, ki dejansko so praktično pred rušenjem. Torej, to so seveda veliki problemi, ki ostajajo žal še vedno nedorečeni. Drugi problem, ki pa je pa seveda vprašanje komunikacije. Torej, v Ljubljani je ta avtobusni prevoz sicer urejen na način, kakršen pač je, še daleč od tega pa, da je to idealno. Če si pogledamo naprimer ureditve, kakršne so po svetu, jaz jih poznam seveda predvsem v Berlinu, tam za eno vozovnico se voziš v vse smeri, z vsemi prevoznimi sredstvi javnimi, ki so prisotni. Torej, skratka, občani imajo lahko veliko boljše možnosti. Razvoj na tem področju je še posebej aktualen zaradi, kot vemo, zasedenosti parkirnih mest, ki so danes čuten problem v tem mestu, kar bi se dalo seveda z ustrezno politiko absolutno zmanjšati. Problemov je še in še. Jaz osebno si bom na vsak način prizadeval neposredno z volivci. Jaz sem tukaj v starem delu mesta vsak dan prisoten na Starem trgu 11, hiši moje babice Lili Novi, torej in me lahko vedno vsak kontaktira. Hvala lepa.